Dobrodošli v naši družbi, spoštovani gledalci, spoštovane gledalke oddaje Najvižja in seveda naše televizije VTV, vaše televizije Velenje. Nocoj se bomo imeli zelo luštno, tole je že druga oddaja v letošnjem novem letu in prepričana sem, da se bomo veliko smejali in bomo priča zelo dobri glasbi, kajti z menoj v studiu je odlična glasbena družba Ansambel Viža in njihovo ime povsem sovpada tudi z imenom naše oddaje. Ostanite torej v naši družbi, zagotovo vam ne bo dolg čas, tukaj pa je že njihov uvodni valček s čudovitim naslovom Rad bi ti povedal. Dobrodošli. Rad bi ti povedal, da te ljubim, da iskreno tebe rad imam. Ko si bila rosno mlada še, zagledal sem te, takoj zaljubil se. Videl sem, da boš moja vsa, da s tabo bo življenje pravljica. Daleč je že tisti najin čas, zdaj ti si lepotica in ob tebi jaz. Danes je dan za naju dva, ko pred oltarjem rekel ti bom dal. Rad bi ti poklonil vse življenje, tebi vidim moje skrite želje. Rad bi ti povedal, da te ljubim, da iskreno tebe rad imam. Še lep spomin in ko v jesi življenja bova plula z njim, vem, se bo še kot danes je, še vedno bom govoril, ljubim te. Rad bi ti poklonil vse življenje, tebi vidim moje skrite želje. Rad bi ti povedal, da te ljubim, da iskreno tebe rad imam, da iskreno tebe rad imam. Tako, dragi gledalci, upam, da ste zdajle kaj lepega zašepetali na uho svojim damam doma in se raznežili ob tejle res čudoviti skladbi valčka naših nocojšnjih gostov Ansambla Viža. Dobrodošli pri nas. Lepo zdrav, lepo zdrav. Kako se počutite v naši družbi? Odlično, super.
Prvi vtisi so res odlični. No. No, to je zelo Sproščena lepo. energija. Tako, sproščeni smo, nasmejani, a ne, in tako je tudi prav. Tako je. Torej, ansambel Viža, všeč mi je vaše ime, ker tako lepo sovpada, sem že uvodoma rekla, z našo oddajo. Odkje je ideja za to ime? Sem kar pričakoval, da te tole vprašala. Kaj pa vem? Težko reči. To je bilo zdaj, se pravi, 11 let od tega. Ne vem. Pogovarjali smo se med sabo, par idej je padal, pa smo rekli Viža. Kako da do zdaj rečemo še Beni dal ime Viža v ansamblu, ne? Pa smo rekli, dajmo probati, mogoče so pa prijeli. In dejansko se je. In se je lepo prijelo. Kratko je drnato, ne, tako da si hitro človek zapomni. Torej, od leta 2012 ste že na sceni 11 let, ne? Tako da je za vami pravzaprav že kar neka bogata glasbena zgodovina. Kam pa segajo začetki, kakšne spomine recimo imate na to? Spominov je res ogromen. Res ogromen. Verjamem. Pozitivnih, včasih tudi še negativen, ampak načeloma smo veseli po srcu in po duši in imamo pozitivne spomine. No. Lepo. Velikih je, res jih je težko jih zdaj strnemo, ne? Tako, ja. Tako da vedno smo nasmejani in radi v dobri družbi in se potrudimo, no, da so spomini res lepi. Krasno. Sicer pa še ena zanimivost, ne? Z menoj v družbi za naše gledalce, da povem, imam zdaj le 2 Anžeta in 2 Klemna. To tudi ni glih pogost pojav, da rečem tako, ne? Da ste tako Klemen na kvadrat, pa Anže na kvadrat. A ste prav imeli kakšen razpis? Ne, bi rekel, da je to kar slučaj bil, no. Se pa strinjam, ja, jaz mislim, da ni veliko ansamblov v Sloveniji, ki bi se lahko s tem pohvalili. No. Ja, in po dva imena enaka. No, in tako ima voditelj ali voditeljica tudi manj možnosti, da se zmoti, ne? Tako, ja. Ker si je lažje zapomniti. No, en tak res lep uvodni valček smo slišali, morda kaj več o tem lepem romantičnem uvodu? Ja, ne vem, kaj čem povedati. Odkje črpate inspiracijo, recimo, za take lepe skladbe? Ja, naprimer, tole pesem je naredil naš Anže, basist pa kitarist Klemen. Bravo. Zdaj, odkje sta takrat, ko sta to pesem delala, črpala energijo... Bom pa kar njiju vprašala mogoče, a? Nam nič rekel, da nam je sploh kriv. Lahko vprašate, lahko. Da dobimo odgovor iz prve roke, ne, če je to vajno delo. Ja, recimo jaz sem pripravil melodijo za ta komad in to so v bistvu tudi začetki, ko smo začeli tudi svojo avtorsko glasbo delati in smo tudi rekli, zakaj pa ne bi probali sami, tako da Anže je dobil idejo za besedilo, jaz sem pripravil melodijo in to smo v bistvu začutili in je dosti hitro nastalo. Se mi zdi, da tiste stvari, ki dobro ratajo spontano in hitro, pa se ne rabiš preveč matra za to. Krasno. In tudi taka je bila zgodba pri tem komadu. Lepo. Zdaj bomo slišali eno polko, ki ima zanimiv naslov O gospa, pa bomo potem razčistili, kateri gospe je bilo pa to namenjeno. A prav? Tako, spoštovani gledalci, zdaj torej nadaljujemo veselo in udarno četrtkovo oddajo Najviža, vi pa se samo prepustite in uživajte. Kozarcu vino mlado je v njenih rokah staro, a z leti vse bolj in bolj sladko. Ko peljete v naslado, zapadeš v omamo, prepušča se prijemom strasti in nižnosti. Ko zjutraj skuha kavo, ti noč ne gre v pozabo, si jezen, ker jutro je prišlo. A njej je to v zabavo, na vratih reče čao in šipne do zahvalo, imela nekaj bi. O, gospa, najlepša vam hvala za šolo najlepše noči, ki ste mi jo dala. O, gospa, najlepša vam hvala. Naslednjič, ko vino dobil, na vas ga bom pil. Ko zjutraj skuha kavo, ti noč ne gre v pozabo, si jezen, ker jutro je prišlo. A njej je to v zabavo, na vratih reče čao in šipne do zahvalo, imela nekaj bi.
gospa, najlepša vam hvala. Za šolo najlepše noči, ki ste mi jo dala. Gospa, najlepša vam hvala. Naslednjič, ko vino dobil, na vas ga bom pil. Najlepša vam hvala. Naslednjič, ko vino dobil, na vas ga bom pil. Naslednjič, ko vino dobil, na vas ga bom pil. Takole veselo in nasmejano nadaljujemo nocojšnjo oddajo. Prav fletno se imamo tukaj v studiu, ker imam tako dobro družbo ansambla Viža, ki pa prihaja sicer iz Ljubljane. Kakšna je bila pa pot do Velenja? Zdaj, tako bom povedal. Nismo dostakrat na vašem koncu, čisto prvic. Nismo dostakrat na vašem koncu, tako da smo prvi izvoz falili. Skoraj smo falili že drugi izvoz, ampak pol na koncu nas je navigacija prepeljala do vas. Šli smo čez ene ložnice, skoraj na radar padali, tako da dogaja se. Skratka, konec dober, vse dobro, lahko rečemo, ne? Všeč mi je tale vaša nagajiva polka. Kateri gospe je namenjena, no? Dajmo zdaj mi to kar pred kamerami razčistiti. Gospe, ja, za vse gospe. Zdaj, mi smo to pesem dali delati mojstru Anžetu Zavrlu. On je pripravil, se pravi, melodijo, pripravil je besedilo in smo se nekako prepustili njegovi zgodbi. Zdaj, kako je on do te zgodbe prišel, kaj je počel, kje je dobil inspiracijo, spet težko povem. Ja, ampak ga ne moramo zdaj vprašati, ampak žal tako je. No, lušni izgovor si našel, ne, ampak pustiva to. Nam se tisti sajt, ko smo to pesem naredili, zdel primeren, dober, tako kot ste povedali, nagajiv. Smo ga vzeli, ga igramo, ljudje so ga lepo sprejeli, tako da super, super. Kaj pa sicer, s katerimi avtorji vse sodelujete? Torej nekaj ustvarjate sami, pa Anže Zavrl, torej tako, ja, pa Gatne. Tudi drugega Gada smo še povprašali. Aha, lepo. Po komadih, tako da ne gremo še domov pripravo David Novak. Drugače pa melodije se trudimo kar sami narediti. Kakšnega tekstopisca, kdaj, ko zmanjka besed, ga malo poprašamo za pomoč, tako da v glavnem pa kar sami. Če je recept dober, zakaj bi menjali, ne, ekipo? Tako, ja, jaz mislim, da pa če delaš s srcem, z dušo, pa če te melodije pridejo tako, kot sem prej rekel, hiter na plano, jaz mislim, da je to ta prav recept. No, zdaj pa, če se še malo vrnemo nazaj, kljub temu, da smo že v januarju, ne, prav, da gremo tudi malo v veseli december. Ste vi imeli letos zelo pester veseli december in tudi eno lušno novo skladbo, en nov video spot, a ne? Ja, res je, ja. Mislim, pester. Igrali smo v Ljubljani, bilo zelo lušno na Pogačarjevem trgu. Torej na Silvestra predvidevam? Ne, Aha, je bilo to prej. A ste bili prosti? Prosti smo bili. Smo rekli, da bomo pa se posvetili svojim družinam. Lepo. Zelo pohvalno. In smo uživali, ja, tako da ja. Moram pa reči, da je drugače pri nas sezona porok in imamo ogromen porok in se rečemo, moramo nekako prikupati našim dragam, ne? Seveda. Tako. Glede nove pesmi, ja. Da so tudi one zadovoljne, ja, ne, in vesele. Vse štima, mi smo zadovoljni, gospe so zadovoljne. Če je žena zadovoljna, smo vsi zadovoljni. Seveda. Glede nove pesmi, ja, naredili smo pa tudi pesem Belobradne ima Božiček. Smo zelo ponosni, ja, smo zelo ponosni na ta projekt, smo se res smo veliko truda v njega dali, plesno mesto je nastopil noter, eni prijatelji tudi, ki so bili v Božička napravljeni pa tako naprej. No. Skratka, ful je bilo dobro. Ful smo se imeli fajn, snemali smo pa na Krvavcu. In to skoraj brez snega. Ja, na koncu je le malo snegec zapadel, ja, tako da... Tako da ste imeli nekaj tega zimskega vzdušja. Ja. Sicer pa letos je bolj tako zimo, ne? Kaj bi pa vi izbrali? Kaj imate raje, poletje ali zimo? Zmeraj tako, ne? Poletje želimo zime, po zim pa poletje. No? Tako da mi jaz rekel zdajle, da imamo rajš poletje. No? Ampak je letos tudi taka zelo pomladna zima, tako da si imamo kaj pritoževati. No?
Tako, jaz tudi kar podpišem, da tako ostane. Zdaj pa se vrnimo spet malo v glasbi. En čudovit naslov, Le s tabo, valček sledi, besedica ali dve, morda spet v tem lepem valčku. Tako, ja. A ste vi take romantične duše, se meni zdi? Jaz mislim, da smo, no, in tudi to je moje delo, no, v celoti, tako besedilo kot melodija. Ja, jaz bom rekel, da sem imel kar svojo punco v mislih, no, ko sem te verze skupaj dal, tako da... Bravo. Fant od fare, ne? Prisluhnimo, pa bo potem še kaj več povedal. Skratka, spoštovani gledalci, prepustite se zdaj tele romantični lepi skladbi v izvedbi našega ansambla Viža, ki danes ogreva vaša srca. Dobrodošli še enkrat v Najvižji, če ste se nam pravkar pridružili in seveda ostanite z nami, kajti veliko zanimivega vam še imamo nocoj zapovedati. Edino na te mislil sem takrat, le tebe želel si obiskovat. Roteče te prosil, da bil bi ob tebi, drugače sem čutil nekaj v sebi. Iskre ljubezni igrajo se v temi, je morje premajhno, da jih pogasi. Tisoč zvezd neba sveti le za naju dva, edina ti si moja zvezdica. Le tebi bom poklonil te verze srca, le tebi bom govoril, da moja si vsa. Le s tabo bom dnevi, ko ti bo težko, le s tabo v življenju se zdi se lahko. Igrajo se v temi, je morje premajhno, da jih pogasi. Tisoč zvezd neba sveti le za naju dva, edina ti si moja zvezdica. Le tebi bom poklonil te verze srca, le tebi bom govoril, da moja si vsa. Le s tabo bom dnevi, ko ti bo težko, le s tabo v življenju se zdi se lahko. Le s tabo. Tako pa smo nazaj v studiu. Ja, drage dame, vam moram povedati, da so tile naši štirje fantje svojo usodno žensko žal že srečali, ampak nima pa vsaka sreča, da ji še pesem napišeš, pa se tako lepo izpoveš. Ja, če imamo s kontarjem, imamo več šans, no, da Ma pesem več? dobim. In to tako čudovito, ne? Zdaj je zagotovo prevzela tudi vse naše gledalke in gledalce. Sicer pa mislim, da je zdaj pravi trenutek, da povemo, da ste vi vsi taki družinski fantje, a ne? Ja, res je, ja. In da smo pravzaprav v enem pričakovanju, ne? Ste vi pa, nocoj sem še jaz navdušena nad tem, tako da bom stopila mogoče do Anžeta, ne? Ja. Anže, ti pričakuješ, ne? Otročka kmalu. Ja, res je, Maja.
Maja, bo hitro minilo. Ja, 1, 2, 3. Boš očka prvič? Prvič, ja. To bo ena taka posebna izkušnja, ampak za tebi sploh ne bo težko, ker imaš že Ja, mi na prekaljene mačke. Na vsakem špilu se pogovarjamo, kako je o vzgoji otrok. Od začetka, ko smo začeli igrati, smo se pogovarjali, kaj bomo drugič vadili, pa kakšne nove inštrumente kupovali pa to. Zdaj pa sem šel do otrok, se pogovarjamo, tako da je zadnji čas, da še jaz enega naredim. Pa. Kako lepo. Tako da čestitam in želim vse dobro. To pa pomeni, da vi ste pravzaprav za podmladek že poskrbeli, morda še boste, ne? Ampak po mojem bojo to sami fantje, muzikantje, kakšna punčka bo pevka. Ja, nekaj smo že delali na tem, ja. Tako da imamo in pevce in pevke, tudi en bo mogel tudi inštrumente igrati, tako da Ja, ta mala krasno. Viža ima potencialno. Torej, od vas si še veliko obetamo tudi v prihodnje. Me pa zanima, a ste kaj razmišljali, da bi kdaj imeli recimo v ansamblu tudi pevko? Ja, da je tudi kakšna taka ideja prišla na plan, ampak se mi zdi, da je tudi hitro ovenila, no, ta ideja. Tako da, Ženskami so samo težave, a ne? tako, pa pol je, sigurno pride tudi to, kaj treba 9 mesecev prekiniti, ne, tako da smo kar zadovoljni v tej zasedbi. Pa No. rade veliko govorimo, ne? In rade imamo tudi zadnjo in končno besedo. To se pa strinjam, ja. Ampak, ja, smo 4 fante, no, verjetno bomo tudi v tej zasedbi tako nadaljevali. No. Boste kar lepo tako nadaljevali. Se pa ne branimo, če je na kakšnem špilu kakšna pevka, sigurno bo z nami kakšno zapela, no, rade volje. Ji Ker tudi lahko prepustite kakšen besedo. komad prilagodimo ženskemu vokalu, tako da smo tudi po tej strani kdaj No, po veseli. mojem bojo na prihodnjem špilu kar v vrsti stale, da bojo lahko z vami zapele, ne? No, zmenjamo, bomo pripravili repertoar. No, odlično, se veselimo. No, zagotovo bo torej maja padla čaša 2, 3, ne vem koliko, a ne? A se že kaj pripravljaš na to? Ja, Bo zabava taka, da se bo slišalo seveda. daleč naokoli, a ne? Seveda, seveda. Bomo tudi malo zaigrali, kakšnega spil, se Lepo. poveselili, tako da. Za zdravje Tako. otroka, ne? Lepo. Čaše 3, polka sledi. Ena taka vesela, udarna, predvidevam. Kaj pa na kakšnih vajah se tudi tako zasebno verjetno podružite, pa kakšno obrnete? Ja, Ali sigurno. pač ne? Ne, sigurno, tudi na vajah, kdaj potegnemo vaje, da so malo daljše in tudi kakšna čaša pade, ne? Ali pa 2 ali pa 3. Drugače pa tudi veliko krat z družinam dobimo čez leto. No. Smo tako breko kar povezan ansambl. Gledamo tudi, da se še družine vključijo, da se otroci igrajo, tako da Krasno. Torej poskrbimo za vse. vas ne druži le glasba, ampak tudi prijateljstvo, kar je res Ja, v teh izjemno. letih pa res, no, v 10 letih se stkajo tako pristne prijateljske vezi, tako da z veseljem povem, da so to moji prijatelji. No, tako da. Naj traja in naj tega prijateljstva nič ne loči. Spoštovani gledalci, zdaj pa je čas spet za glasbo, torej naših odličnih 4 prijateljev, 2 Anžetov pa 2 Klemnov. Čaše 3, polka sledi, doma lahko tudi zaplešete, če vas kaj pete srbe. Mi pa smo kmalu nazaj v studiu. Spet prišel je čas za fešto pravo, veseljaki smo ta pravi mi. Danes naj gredo skrbi v pozabo, naj se pliše, poje in nori. Da pa nam bo lažje vse do zore, skupaj iz srca nazdravimo. To je noč, kot nekoč se slabo gre proti, si prijatelji zapojemo. Čaše 3 bom spil do polnoči in mogoče še kak deci, kdor se ne boji. Čaše 3 za dobro voljo so, ko zavore popustijo, nam še lepše bo. Čaše 3 bom spil do polnoči in mogoče še kak deci, kdor se ne boji. Čaše 3 za dobro voljo so, ko zavore popustijo, nam še lepše bo. Spet prišel je čas za fešto pravo, veseljaki smo ta pravi mi. Danes naj gredo skrbi v pozabo, naj se pliše, poje in nori. Da pa nam bo lažje vse do zore, skupaj iz srca nazdravimo. To je noč, kot nekoč se slabo gre proti, si prijatelji zapojemo.
čaše tri bom spil do polnoči in mogoče še kak deci, kdor se ne boji. Čaše tri za dobro voljo so, ko zavore popustijo, nam še lepše bo. Čaše tri za dobro voljo so, ko zavore popustijo, nam še lepše bo. Ko zavore popustijo, nam še lepše bo. Tako v najvižji smo pač vedno Prešerne volje, sploh kadar imamo v družbi tak razigran ansambel in tako pozitivno razpoložen kot nocoj. Zdajle sva pa midva na vrsti, da kakšno rečeva, ne? Nekje sem zasledila, da ste novembra preteklo leto imeli tudi en koncert. Imam prav? Ja, mislim, da ste se malo zmotili. No. A res? Ja. Okej, torej me prosim popravi. Ja, pač mislim, da ga nismo imeli. No. Okej. Ste jih pa v preteklosti verjetno že kar nekaj Smo jih pa v preteklosti že kar imeli. nekaj preigrali, tako da ja, pa ste morda malo zašli. No. Kaj pa veseli december? Ste bili razprodani? Je bilo strašno naporno. tako Za kot že- Silvestrovo ste si vzeli prosto torej. Ja, za Silvestro smo bili doma z družinom. Drugače smo pa kar nekaj preigrali, no. Tako kot je že Klemen prej omenil, na Pogačarjevem trgu smo bili v Ljubljani. Lepo. Kar nekaj smo preigrali. No. Kaj pa festivalski nastop? Ja, vas to tudi kaj zanima? Ja, v preteklosti smo si jih že kar nekaj udeležili, no. Smo bili tudi uspešni, no, tako da za v prihodnje imamo pa bolj ambicije špilati no, na zabavah, tako da pa snemati nove komade. Tako, no. Tako da vsi željni dobre zabave ne, in dobre glasbe ne vas vendar pokličejo in bo lušno zagotovo, a ne? Obljubljamo dobro zabavo. Pokličite. No, sploh ne dvomimo. Evo, in zdajle vas lahko vse punce, pa tudi fantje seveda povšečkajo na Facebooku, verjetno tudi na Instagramu, kje vas lahko še spremljajo naši gledalci. Najbolj aktivni smo trenutno na Facebooku. Smo nekako s fanti dorekli, da bomo v bodoče še bolj produktivni tudi na Instagramu, tako da pofočkajte nas, no, po domač povedan. Tako, zdajle Preglejte. vsi vse povšečkati, pa tako naprej. Sicer pa kdo pri vas skrbi za te zadeve? Promocijske. Imate kakšne vloge razdeljene prav posebej v ansamblu? Tako bom povedal. No, zdaj, kar se tiče povezovanja, stike z javnostjo, to vse jaz poskrbim. Moram pa seveda tudi vse fante pohvaliti, vsi veliko pripomorejo pri raznih stvareh, širjenju repertoarja, ideje, kakšne rekvizite za špile, ki jih rabimo, so čisto vsi aktivni lepo. Tako da mi je v zelo veliko pomoč. Kdo pa skrbi za vaš imič, ker ste tako lepo urejeni in usklajeni? Ha? To je bil pri nas večni problem in verjetno, da Tako da kakšna je pri vseh- partnerka pomaga, ali kako? Ma niti ne, ampak ne vem, to je po mojem večni problem pri vseh bendih, kako se napraviti, kaj narediti, da bo vsem, rečemo, fantom oblačila pasala. Pa da se bo v njih Tako da dobro počutili. Ja, mi se tako najbolj počutimo, tako da sploh ne vem, kje je ta ideja padla, In da vam imamo tudi Tilajbiče gor. odlično pristoji. A je No, v redu? verjemite mi na besedo, absolutno. No, hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj imam pa seveda za vas eno prošnjo. Nikogar ne izpustim iz studia prej, da tudi nam tukaj v živo tako kakšen lep vers oziroma refren zaigra, zapoje, pa bom tudi vas nažicala, ne? Tule vmes bom stopila, takole. In lepo prosim, kar malo bolj skupaj. Da glede na to, da se potepamo, da ima enega potepuha, prav? Res čudno je na svetu, verjeli ali ne, na isti kiti žniva, rada ljubim bi se, če tudi le veselje, okoli bi delil, pa nas skrivaj bi včasih, pred rudicou se skril. Črka skuštravih, kolovrati potepuh, dolgi krat strgani, zgodaj von so že blizu, nič ne vidi, da je dan, spí takrat, ko je se spat, in tako mine mu se da.
Pa bravo, tole je bilo krasno. Tale potepuh je zdaj prav pasal v ta studio in človek bi kar malo zaplesal, no. Ja. Tako lepo Če je. bi lahko, pa ne morem. Torej, a ste eni tistih muzikantov, ki radi plešejo. Jaz jih kar nekaj poznam, ko sploh ne marajo plesati. Zdaj, če pogledam sebe, jaz izredno rad plešem. Pa mislim, da tudi fantje. No? Tako da če le prilika na kakšnem špilu, da lahko harmoniko odpnem, Odložiš. pa dam mogoče našemu žetu, pa grem jaz zaplesati, je super. Ja, pa tudi krasno. ostali fantje se kar dobro počutijo v plesu. Ja, lepo. Torej, sem vesela, no, da vi torej štrlite v tem smislu popolnoma iz povprečja, ker vsi se tako zelo Je to utepajo dobro, tega. ni? Absolutno, to so same plus točke. Prepričana sem tudi pri gledalkah. Ti bi rada spot sledi zdajle, da si malo odpočijete, zdaj, ko ste tako lepo zaigrali, ne? Kje ste ga posneli? To smo šli pa k našim sosedom, no, če gledamo države. Ne. Je bil pa tudi projekt, za cel vikend smo šli, se pravi, je bil 2-3 dnevni projekt. No. Smo kar veliko vključili naših poznanstv, no, da smo lahko ta projekt speljali. Tudi ladje, pač veliko je bilo tudi rekvizitov, Torej gremo na morje? igralcev. Na morje, tako je. Smo kar ponosni na ta videospot, no. Se mi zdi, smo se kar potrudili, tudi se mi zdi, da se je kar prijel. Je pa tak poletni, no. Super. V pasu v teh zimskih dneh. Tako, da se malo v mislih sprehodimo tja do morja. Kaj pa samski dopust vaš, no, tako malo, ne? Če bi lahko izbral kamorkoli? Kam bi šel? Ja, ne vem, jaz sem itak zvezan na morje. No. Meni morje vse. Če se le da, bi šel na morje, oziroma bi se na morje preselil. Tako da karkoli je povezan z morjem, se jaz domačega počutim. Tako da, če bi pa izbiral zdaj, bi šel pa na Sešele. Odlično. Nekdo je tam že bil, a ne, Anže? Ti si že bil tam Res je, ja. in priporočaš vsem gledalcem, gledalkam, vsem nama, ne? Absolutno, absolutno se splača iti pogledati. Lepo. Jaz pa ugotavljam, da smo nocoj tukaj v studiu sami taki, ki imamo radi morje in prav nič ne maramo zime. Tako da smučate ali ne smučate? Ja, zdaj bolj malo, ker ni snega. Tako? Drugač pa, Sicer pa bi? enkrat do dvakrat na leto, Čist dovolj, a ne? tako da ne pozabimo smučati. No. Gremo mi raje skupaj zdajle na morje. Ti bi rada spot sledi, z veseljem si ga bomo pogledali. Dragi gledalci, drage gledalke, vi pa seveda uživajte in pojdite skupaj z nami v mislih, torej zdajle tja na obalo, kjer je vroče sonce in morje in tam je po mojem najlepše. Le kaj bi ti vsak dan govoril, da najlepša si. Saj viš, da na tem svetu zame lepše punce ni. Le kaj bi ti vsak dan razlagal, da te rad imam. Saj vidiš, da ob tebi srečen sem in nasmejan. Le kaj gradove bi obljubljal, te zapeljeval. Saj viš, da čisto vse na svetu jaz bi tebi dal. Le kaj z besedami bi čaral, pisal pismice. Saj vendar v očih mi piše, da jaz ljubim te. A ti bi rada čisto vsak dan slišala, da lepa si in da si me začarala. Bi rada, da ti zvezde štejem vsako noč, da vsak pogled je strasten in ognjeno vroč. Le kaj gradove bi obljubljal, te zapeljeval. Saj viš, da čisto vse na svetu jaz bi tebi dal. Le kaj z besedami bi čaral, pisal pismice. Saj vendar v očih mi piše, da jaz ljubim te. A ti bi rada čisto vsak dan slišala, da lepa si in da si me začarala. Bi rada, da ti zvezde štejem vsako noč, da vsak pogled je strasten in ognjeno vroč.
zvezde štejem vsako noč, da vsak pogled je strasten in ognjeno vroč. Da vsak pogled je strasten in ognjeno vroč. Takole iz morja smo nazaj v našem studiu, kjer morja ni, ampak nič hudega, čas tako hitro beži, da od tele zime bomo kar kmalu spet pri poletju. Sem Zlata ribica, lahko vam izpomnim eno najbolj gorečo željo. No, dajmo, 3, 4. Kar v imenu mogoče celega ansambla. Imate kako tako željo, recimo, no, brez mojih namigov, zdajle sem te pustila. Ja, dele si me sezula. Čisto sem se obljubljala takšna vprašanja, končno. Željo, ne vem. Pa, Otroci zdravi, pa da bi dočakali vnuke. No, kako lepo si to povedala, lahko ponoviš, prosim. Da bi bili otroci zdravi, pa da bi mi dočakali vnuke. No. To je ena Jaz taka- mislim, da je to nocojšnja misel oddaja. Ne? Vsi si verjetno v življenju Res je, najbolj ja. želimo to, da bi bili zdravi. Kaj pa novoletne zaobljube? A ste si zadali kakšno tako posebno? kot vedno isto, pa en mesec gre, pa pol No, da slišim, kakšno kilco dol. Pa vsej lušnega fanta nikoli ni preveč, rečejo. No ja, res je, no, ampak če se ne počutiš glih najbolje, pa še zmer dobro, da nekaj naredi za sebe, se pravi, da bi se malo še športom ukvarjati, pa tako naprej, kaj se premal. Pa da bi kakšna nova viža nastala res, da se bi parjela, da bojo ljudje sprejeli, pa da se bomo ob njej dobro počutili. To je to. Kaj pa prosti čas? Vam ga kaj ostaja? Torej, želje so, ne? Več športa in tako naprej. Vsi hodite namreč tudi v službo, redno službo, potem še ja. glasba, družina. Kako vam ostane še kaj časa za kakšen hobi? Jaz si moš kar rekel, narediti en tak načrt. No. Se pravi, tle vključimo vse možne babice, detke, prijatelje za kakšno varstvo, da si potem vzamemo kakšen vikend oddih lahko z najdražjimi. Drugače pa ja, glasba, služba, družina, kdaj kar pestro, ampak zaenkrat nam gre, tako da bomo še verjetno v tem tempu nadaljevali. Ko pa enkrat ne bo šlo, bomo pa verjetno začutili, pa se bomo pogovorili. Tako da. Torej, vse se da, če je dovolj volje, ali kako rečejo, ne? In verjetno vi sledite temu, no, in se ne predate kar tako. Kaj pa, če bi imeli možnost, ne, posnet kakšen duet, recimo, s kakšnim znanim slovenskim glasbenikom, glasbenico, koga bi recimo izbrali? Imate kako izdelano vizijo, s kom bi si želeli to narediti? Daj, če sem čisto iskren, nikoli nismo o tem razmišljali. No. Pač vedno smo nekako delali na svoji glasbi, da smo to mi, nismo hoteli v bistvu nobenega vpletati v našo zgodbo. Tako da bom vas razočaral. No. Jaz mislim, a ste fanti vi, jaz mislim, da ne. No. No, boste pa morda po tej vdaji malo razmislili o tem, ne, če bi si Ja. pa vendarle želeli. Mogoče. Morda pa vas kdo povabi, ne, kakšna pevka recimo, ne? Jaz mislim, da se bomo odzvali vabilu. No, tako Se da. boste, ne? Tako da zdaj izzivamo tiste, ki nas gledajo morda. Ne? Če pade dobra ponudba, se morda fantje odločite, ne? Za to pot. Zakaj pa ne? Ja, lepo. Kaj pa sicer, recimo, bi šli v kakšen, ne vem, resničnostni šov? Ne. Ne, iz prve ne, nihče od vas Ne. Mislim, da smo že dosti v javnost upleteni, ko smo na odrih, ko zabavamo ljudi. Da ne Jaz mislim, da potrebujete tega, ne? Ne, dosti. Tako da res obožujemo to, kar delamo, poleg službe gremo z veseljem na špil, naredimo nekaj dobrega. In ko pridem domov, sem tudi vesel in to je to. Tako da bi šel pa zdaj še kam, kakšen resničnejši šel pa ne. Kaj pa so za vas bolj značilne polke ali valčki? Kaj vam bolj leži, recimo, po vašem izboru ali presoji? Kaj bi rekel? To bi dobro ocenili poslušalci, gledalci, gledalke. Jaz mislim, da tako, no. Čutimo se v valčkih, če se pa kakšna fajn polka prime, pa nismo načezni. No. Krasno. In zdajle bomo eno tako tudi slišali. Zame edina je naslov, ena lušna polka in po moji presoji ne, vam kar vse leži. Tako da jaz rada slišim vašo polko, vaš valček, verjamem, da pa boste zdajle s to polko usvojili tudi vse tiste gledalce in gledalke, ki jih do zdaj še niste. Vi pa torej uživajte ob poslušanju naših odličnih, nasmejanih, razigranih gostov ansambla Viža. Pod
se podam, da pismico ti zaigram. Napisal sem jo le za te, ker sem zaljubljen vatele. Povem ti zdaj, da ni me sram, če vso ljubezen za te dam. Bom s tabo srečen, nasmejan, če moja bo, se ti predam. Vedi, zame si edina, ker po tebi hrepenim. Le ljubezni tvoje prave si v življenju ja želim. Zdaj pozabi na vse drugo, le prepusti meni se, da popeljem te v neznano, kjer povem ti ljubim te. Zdaj, da ni me sram, če vso ljubezen za te dam. Bom s tabo srečen, nasmejan, če moja bo, se ti predam. Vedi, zame si edina, ker po tebi hrepenim. Le ljubezni tvoje prave si v življenju ja želim. Zdaj pozabi na vse drugo, le prepusti meni se, da popeljem te v neznano, kjer povem ti ljubim te. Pozabi na vse drugo, le prepusti meni se, da popeljem te v neznano, kjer povem ti ljubim te. Zdaj povem ti ljubim te. Tako, dragi gledalci, upam, da ste se nocoj popolnoma prepustili dobri glasbi in seveda naši oddaji. Mi v studiu se imamo fletno, to se vidi. Zdaj le imam pa jaz, sem danes take bolj firpčne sorte, ne, tako da vprašanj mi pač kar tako ne bo zmanjkalo. Kdo je na odru pri vas, ko imate špil največji zabavljač? Jaz mislim, da kar tale naš harmonkar, no. Je kar Harmonkar faca. je tisti ta, ki stresa vice iz rokava, pa to ne, pa nagovarja punce v publiki, pa tako naprej. To pa ne bo držalo. To pa ne, ne? Za vice pa nismo, to pa moramo povedati. No, to pa. Ok. Ja. Ampak je pa verjetno ta vloga tudi, ti mora biti kar na kožo pisana, ne? Vsak tega tudi ne zmore. Ne zmore, no, mislim, Ja. sej začetki so itak težki za vsakega, ki se spušča v glasbene vode, sploh takole na odrih. Ampak pol nekako z leti kar padaš noter in rata neka rutina, In kar steče. ne vem, točno to, ja, steče, tako da, kar se tiče povezovanja, za šalo. Kaj pa kakšne oboževalke, imate kakšno zanimivo izkušnjo? V vseh teh letih je zagotovo kaj priletelo na oder ali pa kaj v tem smislu? Zdaj, karkoli bom povedal, no, prav. Mislim, vsega je, ampak zdaj nas naše partnerke gledajo verjetno tako, da ne, nič ni. No, ampak saj vi ste Vedno se zgledni najde- fantje, mislim. Ja, vedno se najde kakšna dekle, ne pa to. Ampak če veš, da imaš doma punco, ki jo imaš rad, Znate se z vi- veseljem vračaš domov in je to. Znate vi to zelo lepo združevati, tako. ne? In ste profesionalni pri svojem delu, tako bomo rekli. Verjetno pa, če kakšna punca pristopi, pa bi rada vaš avtogram, pa ni problema, to sem pa prepričana, ste taki prijazni, nasmejani fantje. To ni problema, no. Se moramo tudi priznati, da toliko tudi nismo znani, da bi zdaj kar avtogrami pada. Kdaj je bila, Morda pa potem, kdaj je bila kdaj? kakšna slika, no, to ni problema. Drugače pa kakšne pretirane težave s tem mi nismo imeli, no. Čisto odkrito. Kaj pa kakšna anekdota, ki se vam je pripetila mogoče v vseh teh letih na odru, za odrom, ki bi jo zdaj mogoče lahko delili z našimi gledalci, da se malo nasmejimo? Upam, da so bile same take humorno, srečni. Anekdota, ja, se Ja. najde kaj. Mogoče,
Kakšno smo šli- srečnim koncem. Ja, se vedno srečno konča, ne. No, tako je. Ja, happy end. Mogoče 3-krat smo šli na isto lokacijo, se pravi v različnem zaporedju, pa 3-krat smo falili. No, Trikrat se smo zgodi tudi najboljšim, a ne? Načeloma se ne bi smeli, ampak mogoče to. Prišli smo vedno na cilj, ja, predčasno, potem je kakšen kos oblačila manjkal na špilu. Pa ste se znašli verjetno, ne? Ja, smo mogli iti kar iskati domov. Aha. Ja. Kaj je še kaj tazga? Skratka, dolg čas vam zagotovo ni. Ne, ni, No. ni, da bi imeli pa kakšne pretresljive anekdote, pa nimamo, no. Se vedno nekako lepo izteče. No in Tako da je v tako redu. naj tudi v prihodnje Ja. ostane. A ne? Zdajle se vračamo spet k nam vsem najljubšemu letnemu času. Sanjali bomo namreč o poletnih dneh. Ne? Še en čudovit valček, mogoče kdo je avtor. Se pravi, besedilo je napisal Matjaž Vrh, melodijo je prispeval naš harmonikar. To je bil tudi en komad, s katerim smo se prijavili na en festival. Zanj ga posneli tudi video spot. Tako Lepo. lepa melodija. No. Lepa melodija, se bomo pustili zdaj presenetiti. Sicer pa vidim, da ste zelo vsestranski, ne? Pri vsaki skladbi vsak prispeva svoj del in to je res imenitno. Zdaj pa torej ponovno k poletju se nič ne pritožujemo. Sanje poletnih dni, zdaj še ni ura za sanje, bo pa kmalu, lahko pa se jim prepustite v naslednji skladbi. Nebo brez oblačka poletje žari, na rečni gladini se zarja blesti, vse skrite nekdanje mladostne želje se zlivajo v sanje poletnega dni. Nebo brez oblačka na bregu nocoj, zazibajo vrbe se umili spokoj, je pravljica sreče prevzela oba, tišina preliva se v pesem srca. Sončne dni, brez skrbi, skupaj sanjava midva, da tako, kakor danes bo, tu veselje doma. Sončne dni, brez skrbi, drug ob drugem sanjava, da tako, kakor danes bo, vedno sreča za dva. Sončne dni, brez skrbi, drug ob drugem sanjava, da tako, kakor danes bo, vedno sreča za dva. Nebo brez oblačka na bregu nocoj, zazibajo vrbe se umili spokoj, je pravljica sreče prevzela oba, tišina preliva se v pesem srca. Sončne dni, brez skrbi, skupaj sanjava midva, da tako, kakor danes bo, tu veselje doma. Sončne dni, brez skrbi, drug ob drugem sanjava, da tako, kakor danes bo, vedno sreča za dva. Sončne dni, brez skrbi, drug ob drugem sanjava, da tako, kakor danes bo, vedno sreča za dva. Da tako, kakor danes bo, vedno sreča za dva. Tako
tako upam, da si tudi vi kdaj pa kdaj dovolite sanjati, kajti če res verjamemo v sanje, se menda lahko te tudi uresničijo. A vi kaj verjamete v to? Ja, seveda, moramo. Morate, ne? Mislim, ja. No, zagotovo pa verjamete v ljubezen. Kaj vam sicer pomeni ljubezen? Je to res ena taka sila, ki svet vrti, a ne? Ja, zagotovo, ja. Ljubezen je vse, pač moramo se imeti radi. In februarja prihaja tudi praznik zaljubljenih, pa bom zdajle malo radovedna, ne? A ste pristaši presenečen za svojo drago, recimo? Zdaj ne vem, lahko povemo, že kdo kaj pripravlja. Zdaj, če dekleta gledajo, ne, potem lahko zdaj kakšno presenečenje morda celo uničimo. Ne bomo povedali, pač vedno kaj pripravimo, tako da mogoče bom celo letos kampelo, bomo videli. Ne bo skrivnost. Torej jih radi tudi razvajate in tako je tudi prav, ne, ker ženske imamo to pač rade. Tako pač je. Ja, pa tudi moški imamo, no. In seveda mora biti oboje stransko. Tako, seveda. Oboje stransko, tako je pravzaprav najboljše in tudi najbolj prav. A ne? Seveda. Prejle sem omenila, da imate tudi vsak svojo službo, kaj pa počnete, če ni skrivnost? Se pravi, jaz pa, se pravi, že sva v strojništvu, no. Se pravi, tistele dva fanta sta pa elektro, komunala. Torej, same perspektivne panoge, ne? Tehnične poklice, no, bom rekel. Ja, lepo. In kako v službi, recimo, spremljajo to vašo glasbeno pot, tudi vas podpirajo pri tem? Seveda, tudi nove pesmi zmer pogledajo, videospote, malo lepo. pokomentirajo, tako da jaz mislim, da z veseljem spremljajo. No, pa verjetno tudi sodelavcem nikoli z vami ni dolg čas, ne? Recimo ti vzameš harmoniko, pa kaj zaigraš, ali ne? Ja, zdaj so se zadnje čase kar lepo navadili, ko imamo kakšno zabavo, takole praznuje obletnico. Klemen, kje imaš harmoniko? Klemen, pejt po harmoniko. Tako da moram zdaj avtomatsko harmoniko sabo nositi. Tako da najbolj, da jo imaš kar v avtu. Luštanje, ja. Luštanje, no, super. Ljubezen je najlepša stvar, zato tudi ta vprašanja. In zdaj le sledi vaša polka. Morda besedica, dve v vaši polki? Ja, zdaj to je spet tako, ne. Zdaj besedilo je napisal moj dober prijatelj, tako da glede besedila ne morem kaj dosti komentirati. Je pa tako, kot že sam naslov pove, ljubezen je najlepša stvar. Ne. To smo pa tudi že povedali, da je ljubezen vse do nas, poleg zdravja. Tako, torej dve temi, ne, poletje pa ljubezen se pri vas kar tako lepo prepletata skozi skladbice. Tako da obojemu pripisujete, zgleda res kar velik pomen in to je lepo. Tako. Super. Prisluhnimo torej tej skladbi Ljubezen je najlepša stvar, poslušajte besedilo in bomo izvedeli še kaj več. Jaz pa kar prepuščam besedo glasbi in seveda mojim nocojšnjim odličnim gostom, ansamblu Viža. Dekle, že mnogo let, vedno si bila najlepši cvet. Od malih sva nog skupaj bila, vedno dobra prijatelja. Všeč mi je tvoj smeh, iskre v očeh, ko pogledam te, mislim na greh. Vonj tvojih las vrne me v čas, ko sem prvič videl tvoj obraz. Ljubezen je najlepša stvar, ko se zgodi je pravi čar. In če resnično jo želiš, močno žariš. Ljubezen je najlepši dar, življenje pelje nas v raj. In če v srcu je s teboj, bodi z menoj. Smeh, iskre v oči, ko pogledam te, mislim na greh. Vonj tvojih las vrne me v čas, ko sem prvič videl tvoj obraz. Ljubezen je najlepša stvar, ko se zgodi je pravi čar. In če resnično jo želiš, močno žariš. Ljubezen
Ljubezen je najlepši dar, življenje pelje nas v raj. In če v srcu je s teboj, bodi z menoj. Ljubezen je najlepši dar, življenje pelje nas v raj. In če v srcu je s teboj, bodi z menoj. In če v srcu je s teboj, bodi z menoj. Tako, ljubezen je najlepša stvar in tudi tako lepo zaključujemo pravzaprav nocojšnjo oddajo oziroma gremo proti koncu s takim lepim sporočilom. Mene pa zanima, ko ste kdaj slabe volje, kako si dvignete motivacijo? Imate kako motivacijsko misel, slogan, karkoli? Ali vas kar glasba skozi gor drži? Jaz bom rekel, da kar glasba. Veliko glasba, ja. Tako da ne vem, kakšno tako pesenco, ki ti veliko pomeni, si jo predvajaš, tako da te malo dvigne, greš na sprehod, različne stvari. Drugače pa najraje se pa s prijatelji dobimo, pa kakšno rečemo, če ima slučajno kdo kakšne težave, si povemo, pa si pomagamo med sabo. No. Tako da, to je to. Kaj pa recimo kakšno sporočilo za konec za naše gledalce? Ja, vsem želimo v novem letu, no, predvsem veliko zdravja, osebne sreče, se pravi tudi veliko dobrih žurk, no. Mogoče se na kakšni tudi vidimo, v glavnem vse lepo, no, vsem gledalcem in gledalkam. Kako lepo si to povedal, seveda pa ne morem ob koncu oddaje tudi mimo vprašanja vaši načrti za prihodnost. Nekaj smo jih tekom oddaje sicer že morda izdali, ampak vseeno imate kakšne prav izdelane, kaj vse si želite v letošnjem letu doseči, preseči? Letos smo si res zadali veliko ciljev, no? Tako da zdaj v načrtu imamo par novih viž, ki jih bomo kmalu predstavili. Te viže, a smemo že izdati? Lahko, mečke namiga lahko damo. Bojo poskočne. Okay, poskočne bojo. Dobro. Proba se bomo dotakniti nečesa, kar se do zdaj še noben ansambel ni in upam, da nam bo uspel, pa da bojo ljudje to dobro sprejeli. Ja, krasno, se veselimo vseh teh vaših novih presenečenj. A sem bila stroga z vprašanji ali še pridete kdaj v našo družbo? Z veseljem. Če nas boste pa bili, z veseljem pridemo. Seveda, da bomo. Hvala lepa za vaš nocojšnji obisk pri nas v studiu. Bili ste zelo simpatična družba. Želim vam uspešno in vse dobro tudi v prihodnje. Anže, veliko zdravja tvojemu otročku, ki prihaja in seveda vsem vam. Hvala lepa, spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, pa tudi vam za nocojšnjo pozornost. To je bila še ena oddaja Najvižja v četrtek, je pa seveda ponovno z vami naš Jure in verjemite, fletno bo. Tukaj pa še polka naših gostov, ne gremo še domov, ne, zagotovo zdaj lepo v oddaji, še gremo na Deci Rujnega, vi pa se imejte lepo in ga tudi spite za zdravje. Lahko noč. Vsak dan poljubov je več kot 100, dam jih le njej, ker ljubim jo. Dolgo živi, da se mi predam, zapuščam ta lidih stan. A priden možiček bom njim postal, za eno veliko bom rundo dal. Na zdravje izpimo ga vse do dna, ta Rujna je kampica. Ne gremo še domov, ta noč je le za nas, zavriskemo na glas. Na mizo, na stole, naj danes se nori, na mnogo naših lit, vsi prijatelji. Ne gremo še domov, ta noč je le za nas, zavriskemo na glas. Na mizo, na stole, naj danes se nori, na mnogo naših lit, vsi prijatelji. A
priden možiček bom njim postal, za eno veliko bom rundo dal, na zdravje izpimo ga vse do dna, ta rujna je kapljica. Ne gremo še domov, ta noč je le za nas, zavriskemo na glas, na mizo, na stole, naj danes se nori, na mnogo naših lit, vsi prijatelji. Ne gremo še domov, ta noč je le za nas, zavriskemo na glas, na mizo, na stole, naj danes se nori, na mnogo naših lit, vsi prijatelji. Na mizo, na stole, naj danes se nori, na mnogo naših lit, vsi prijatelji, na mnogo naših lit, vsi prijatelji.